Dobrodošli v Showcast. Moje ime je Petra Kalan in vi spremljate prvi slovenski podcast, ki ima ime bolj šokantno od vsebine. Danes ne bom dolgo vezila z uvodom, ker že tako smo komaj začeli. Sem pa vesela, da sta z mano v moji družbi Klemen Bučan in Tin Vodopivec, prijatelja že celo življenje, stand-up komika, tudi voditelj, scenarist, vse živo, kaj vse sta počela. Rekviziter. No, to sem tudi izvedela, ena zanimiva zgodba. V glavnem vse to bomo izvedeli. Najprej me pa zanima, kakšne predmete sta prinesla s svoj. A boš ti prvi? Ker tvoj predmet bi lahko bil povezan z mojim. To bi bilo ful logično, da bi jaz to imel. Aha, se kaj povezujeta? Ne, čisto nič. Ampak bi se lahko. Lahko bi se, ker jaz bi si mogel mišice s tem masirati. To je masažna pištolica, Aha, okay. ki jo nosim res skozi sabo zdaj, ker je ful dobro tako, da si da malo masiraš. Stvar je potem to, da opazil sem, da na stand-upu tako imam to roko in se mi tle malo zakrči, ker sem mičken tako napet. In pa mi tle vse, in pa med vožnjo klima in pa naslednji dan vse boli. In zdaj se takoj po nastopu, pred nastopom se zmasiram pred intervjuji in pa... Si bolj sproščen. Se pravi, v bistvu imaš to, kaj skupnega, ti imaš nekaj, da te pomiri. Ja. Jaz imam pa tudi nekaj, da me pomiri. Sicer me ful bolj boli, ti imaš zato, da oblaži bolečino, meni to naredi bolečino, ampak me pa pomiri. Bolečina me pomiri. To, da gledaš skate. Ne, se vidiš, da je to je trikrat možen skate, je že kar malo zmatan. Zdaj sem spet malo nazaj, no. Sem imel eno poškodbico malo, sicer sem je dobil, ker sem nogavice gor dejal. Mogoče te lahko Tin zmasira? Ja, natrgal sem, ker sem imel natrgan ta supraspinatus, kaj je. Ampak kam to je z skaterjem? Ja, nič, da pol leta zdaj nisem skatal, zaradi Ker te je bolela roka. Ja, ne, natrgan, nisem mogel narediti tega. Ja, to je in to je zelo pomembno, ne, za ravnotežje, tako da zdaj sem pa v redu dokaj in zdaj spet skajta malo več in je super in to v bistvu me kar pomiri. Je pa ukrevanje po poškodbah malo daljše, ne, kot pri jaz imam zelo tak način skajtanja, da ne skačem čez stopnice, nikoli nisem maral kaj pretirano tvegati. Sem imel vedno skajterji pravimo, sem bolj tehničen skajter, veš, vozim se zimo po dveh koleščkih, delam flipe na ravni površini ali pa na klančkih, ne pa čez 10 štenk, to pa je potem. To pa se ne moreš izogniti poškodbam, zvitim gležnom, zlomanim nogam. Tako, če si malo bolj tehničen, samo malo bolje pretegneš si kaj, zapestje, mogoče zviješ gležen, ampak to se vse pozdrav. Kako si ti skejtane? Samo občutuješ Klemna? Ja, mislim, jaz sem navdušen na tem, da vam pri 60 še kar skejta. Si bom pri 60? Ja. Ne, jaz sem sam parkrat probal in nekako, nisem bil za to. Sem probal parkrat ta masažni aparat, bi bil za to, sam nisem še kupil. Deva enkrat zamenjati za en teden. Ja, pa bomo videli, kdo bo preživel. Kdo bo bolj po tem koncu tedna se počutil. A dam dol to, ker to je Ne, v redu je. fluorescenčna stvar. Zelo je ambientalno. Ja, neka maska je opera, fantom iz opere, mislim, da je to. Maska. Aha, smo malo scene naredili. Ja. Zdaj danes ste tukaj z enim posebnim razlogom, ne, pred vrati je Punch. Kaj? Kaj? To je zdaj? Punch je pred vrati, ti si oče festivala, pravzaprav, ne, kot sem prebrala. Ja, Kako si spremljal odraščanje zdaj tega že kmalu polnoletnega kariernega otročka? V bistvu je Klemen bil povod, sem gotov. Ja, Klemen je bil, tako je bilo. Pač en festival obstaja tudi. In eno leto se je zgodilo, da Klemena in še par naših prijateljev niso povabili na ta festival. In mi smo bili jezni, smo bili tako, mi bomo naredili svoj festival. Dajmo reči v Mariboru. Dajmo reči v Mariboru, čisto zaradi tega, ker te lokacije vdamo tja. Da bolj ljudje se predstavljajo. In mi smo bili tako, kao, mi bomo odločali, kdo bo lahko nastopil, ne pa kar en tam človek, ne res pa, kdo je dober. In pa smo rekli, bomo imeli svoj festival in vsi so bili, in so šli domov. In jaz sem podpisal na Ljubljanski grad, mi bomo imeli festival. In oni so bili tako, ok. In jaz tako, kaj? Prosim, je fritna sestank. Mi verjamemo v vas, jaz še sam ne verjamem vase, mislim, mami ne verjamem vame. Pa sem edini človek, ki sem ga poznal, ki je imel firmo, je bil težki, ker so bili tako, moraš imeti firmo, kaj je firma? Lahko prek na potencial se da zmed, tako da pol v bistvu smo ustanovili kar svoj festival in zdaj že 18 let od tega, kar pomeni, da sva začela pri 12. Drug razlog, jaz sem dvojen razlog, ne? Prvo to, da me niso povabili, drugo pa to, da sem jaz v Kranju naredil svoj kao, ki je bil to festival, ampak jaz sem naredil nek tak malo večji stand-up, takrat Bučanologija si je rekel, kjer je bil stand-up, pa je bil pa še after party, ker sem bil full fan elektronske glasbe in mi smo naredili nekaj, ker nikjer na svetu ni, najprej stand-up, pa še rave party naprej do jutra. In to je bilo full dobro v Kranju in tudi je ti rekel,
jaz bi tudi nekaj svojega, sem brez tega rave partija. In pa se je on odločil, ta grad je klical in zgleda res, on njim je res vse in se to dvorišče bilo. Se reke, imate narediti nekaj bo že. In na koncu je bilo 1000 ljudi prišlo na ta festival že takoj prvi dan. Vsaj koliko. Je kar hitro, je bilo preveč ljudi, več kot smo jih pričakovali, in tudi nismo imeli načrta, niti stolov, niti načrta, kaj če dežuje. To je možno, da dežuje. Nismo pomislili na to, ne? Smo pomislili, ampak sem vam rekel, če bo dož, gremo v dvorano tam zraven, ampak dvorana je za 200 ljudi, ne? Prva ideja, ki pa je bila, je pa, da je za 500. In pa smo mi bili tako, če je za 500 in pol dežuje, mi smo pa že 700 prodanih kart, nekaj takega. In pa tako, smo mogli hitro 2 narediti v eni noči in pol ljudem govori, da ti priti ob 10, priti ti ob 8, tako mislim, kaos, čisti kaos. Ja, ampak ljudje so prišli. Ne, ni bilo, zelo malo je bilo, kaj če ne bi bil malo jezen, ne, so bili jezni. So bili mogoče bolj oprostljivi, kot bi bili danes. Ja, takrat je bilo tako dobro, fanti se trudili, ker so videli, mi smo takrat bili ljudje, ki smo bili vse, ne. Jaz sem nastopil normalno, zaradi tega je Punch nastal, da mi jaz imel končno nastop na festivalu. In mi smo postavljali stole, mi smo prišli tja 3 ure prej, mi smo nosili stole, švicali, jaz sem na vratih trgal karte. Moker, ne, s palerino. In pa sem šel še nastopati. Recimo, tako je potekal normalen Punch prvih par let. Ja. Letos pa pridete z limuzino in varnostniki. Ja, letos pa vse, normalno. Jaz sem mislil nekaj s helikopterjem. Imate kakšne te zvezdniške zahteve zdaj? Voda na odru, to je kar zahtevno. Mislim, mene se enkrat v Grosuplju so mi vzeli voljo do teh zahtev. Mislim, v dobrem smislu, ker sem se hecul in sem jim napisal, da bi rad imel suši, v backstageu. Bi kakšen suši, In oni tako res prenesejo suši. In jaz tako, to sem se hecel. In oni, ti zdaj suši, jej. In jaz tako, ne, zdaj to sem se hecel. In oni, jej. In pa jaz, sem tam prej suši pojedel. Tako da zdaj takrat naprej sem tako, nič ne rabim. Samo voda in sta zadovoljni. Ne, tudi vode bom prinesel svojo flašo. Ampak imaš kakšne te lokacije, ki greš malo dlje nastopati, kakšni manjši kraj, pa naredijo malo narezka, pa tako, narežejo pršut, pa salamce, pa to, ne, recimo Šmarje. Šmarje pri Jelšah, enkrat vem, da sem nastopil, so zadaj res pripravili ful narezka, pa pol so še imeli neko tako pica, ampak z ocvir, ki smo jedli po nastopu. Za te manjši kraji še ful dajo na to, da je treba pogostiti ljudi, ki pridejo zabavati. Ja, to je res. In pa tudi včasih pa prideš v kakšen kulturni dom, pa je kakšen tehnik, je tako, daj mi prej lojtro. Pa jaz držim lojtro in on tam luč tela. In pa tako ful samo videl, da je prosim, pusti me namirno. Enkrat je celo en rekel, da mora iti med nastopom, ker tehnik je kar šel vmes. Sam pa mu je bilo tako dobro, pa je kar ostal. Nisem rekel, da moraš iti, pa je se že zrihtal. No, ampak vendarle, ne, danes ste tukaj tudi zaradi Puncha. Kaj lahko obiskovalci pričakujejo letos od Puncha? Zdaj nastopajoči so že znani, karte so verjetno. Kaj si že znani? Ja, mislim, mi da vedno tako, jaz vedno pravim, znižajte pričakovanja. Pričakovanja ubijajo. Je tudi jaz vedno pričakujem. Ja, nasplošno. Jaz mislim, da vsi ljudje moramo znižati pričakovanja in je fajn. Mi tudi vedno gremo na oder in je ful težko, ker ti si predstavljaš, Punch, 1000 ljudi, da se smijo na vsako foro, da je aplauz na vsako foro in pa ti včasih, ker res imaš preveč pričakovanj, ni na prvi 2 tako, kot si pričakoval in se lahko malo zakrčeš in to je v bistvu pričakovanja ubijajo tudi nas, ne? Tako da vedno je treba maliti 100% pripravljeno, ampak bo, kar bo. Ne, lahko pričakuje, vse so navajeni, se je 18. Punch. Mislim, da vsako leto pri 5 komikih, mislim, da so vsako leto ljudem vsaj 3 zelo všeč, 2 pa fajn. Za preživeti. Ja, ne, ker vedno so različni, ne, ljudje imamo različen okus. Enemu pašejo imitacije, enemu pašejo življenjske zgodbe, enemu pašejo vsega malo in to dobijo, ne, vsak dan dobijo, se mi zdi vse od tega in mislim, da ljudje, ki prijo na Punch, skoraj ne morejo biti razočarani, pač današnji dan mi pa ni bil všeč, no. To so pa res čisto preveč pričakovani prišli. Mislim, malo je tako, kad greš na festival, kada bi bil na nekem festivalu glasbe, bilo v enem večeru bi bil en metal band, en na violini, pa en na harmoniki. In zdaj, če ti ni všeč harmonika, mogoče se boš
bolj našel pri metal bandu, ne vem, in tako smo mi, ne, vsak ima nek svoj stil in vsi smo dani na en večer in pa vsi tako, te drug mi je bil dober. To je nek degustacijski meni, na nek način. Ne. Ti degustiraš, tudi priješ na punch, ne vem, pogledaš, rečeš, tam je pa fajn, tega bi pa lahko gledal 1 uro. In ljudje vidijo, recimo, jaz bom imel zdaj recimo 15 minut iz moje predstave Oče leta, če bo en rekel, meni je bilo pa to čisto bedno, ne id na moje predstavo, če bo en rekel, fajn, jaz bi pa rad videl še, kako se to razvija, kaj se zgodi prej, kaj se zgodi kasneje. Super, prid pa mi boš gledal 1:15, 1:20. Ne, se mi zdi, da festivali so en tak degustacijski meni, kjer lahko vidimo, kaj nam je všeč, kjer lahko vidimo več ljudi naenkrat, ali pa samo hodimo na punch, pa vidimo, kako določeni ljudje napredujejo, ki so večkrat na punchu. Nekako probamo se čim manj ponavljati in vsakič na punchu narediti nekaj, kar mogoče smo napisali od prejšnjega puncha, ko smo nastopili. Saj ti ne boš ti imel, nekaj si že povedal, ali ne vem, mislim. Kaj misliš? Jaz nekaj razmišljam o eni fori, ki sem jo že pa še na to, kar bom zdaj, pa zdaj ne vem. Povej. Ne vem, a misliš? A ti boš imel kakšno staro? Ne, jaz že nisem par let nastopil. Jaz tudi ne, ampak eno manjka pa še na to, kar bom povedal. Sicer imam pa vse nove, ki še nisem na punchu povedal. Petra, kolikrat se kotikamo? Kolikrat si bila že dan na punchu? Ja, seveda. Si zapomnil vse njegove šale? Ne, niti nastopajoči. Vem, doskrat ljudje pridejo pa mi reče, gledal sem se na punchu in jaz tako, daj pa polni. Oder je bil obrnen proti restauraciji. To je bilo 2012. To je bilo 13 let nazaj. In on ima še kaj, zdaj sem bil. Lik sem bil na punchu. 13 let nazaj, dobro. Mi se pa sekiramo tam zaradi ene folice. Kako pomembno pa je, rekel si, to je degustacijski meni, ali si predjed, glavna jed, sledica, ta vrstni red, vse kaj borite, kateri po vrsti boste nastopali? Tako bom rekel, jaz sem ful rad nekje juha. Se pravi, ne hladna pred je, topla pred juha, glavna je sladica, Tin je letos sladica in zdaj je to zahtevno, to je čast, se pravi, si headliner, to je čast. Sam, če so prej te juhe, pa ne vem, tople predjedi, da so malo preveč obilne, ne? Se zna potem sladica reči, še sladica, kaj da bomo pojedali. Ampak jaz mislim, da vse nas je 5 in da ne bomo predolgi in da bo ta sladica res sladica, tako bi se rečeš, ko mi pa zdaj pa še sladica je. In bo pol krem brule. Bo nekaj sladkega. Krem brule. Lepa. Ne, ampak je res, da včasih, če predolg večer, da si že utrujen na koncu. In si tako, še eni. Okay, Jaz sem tretji letos, meni tretji, zaenkrat mi je bilo vedno najboljš biti tretji. Zdaj, če gledam, da sem bil na punchu 10krat, ko sem bil tretji, bilo vedno fajn. Tako da jaz upam, da bom letos zdržal to tradicijo. Ker 2krat nisem bil tretji. Pa je bilo tako. Nisem bil tretji, zdaj sem tretji. Moram pa vprašati, kot človek pogleda nastopajoče, vseeno je, kar ženske so v manjšini vsako leto. Enkrat mi je tukaj en komik rekel, da pač niste smešne, ne? Kaj, kdo je to? Ta pižač. Kakšen lažnivc. Ne bi prinesel. Hotel reči, niste tok. Ne, drugače, samo da povem, punce, nasploh ženske, dame so 100krat bolj smešne od moških, ampak nimajo te potrebe tako javno izpostavljati se. Tukaj v bistvu to za sabo potegne tudi način življenja, te ni doma ob večerih, te ni v vikendih, mislim, in veliko, po moje, punce preveč pametnih, da bi se tega lotile, da so tako, imam jaz bolj druge stvari, ki so nekako bolj bistvene za ta svet, lahko bi to delala, sam ne, niti ni potrebe. Mi pa smo egoti in smo malo tudi bolani, ranjeni. Smo rabimo, da se mi smiš. Mi rabimo to pozornost, ker ženske, vi imate pozornost. Ne? Vi tako le prijete, čez lasmi naredite. Mi moramo iti na oder, mi moramo ful dati od sebe švicen, biti smešni. 1000 ljudi nas smaje, da dobimo to pozornost. Ne? Pa tudi ta občutek tega, kad ti ploskajo ljudje. Legenda. Sem legenda. Se mi zdi, da je malo to. Moški imamo eno tako potrebo malo, kot pavi. Mislim, malo šopirati na odru in se mi zdi, da je to en del tega, zakaj mi rajš to delamo. Pa je pa tudi drugač zelo boleče. No, ravno ta drugi del, ko je zelo boleče in te zelo potre. Pa tudi komentarji, pa dan danes, ti bise, ti napiše, ti tako, ko imam dvome in zdaj še ti. In se mi zdi, da pač pol punce nekako tiste, ki začnejo, kar dosti hitro tudi nehajo, ali pa dobijo otroka, ali pa tako. Mislim, so neke stvari v življenju, ki tako vplivajo na to. Ker eno je to, da si enkrat zabavan, 5krat, 10krat greš na oder, nasmejiš ljudi, sam pa iz tega narediti življenje, tako neko kariero. To pa je pol že čisto druga zgodba. V bistvu, zakaj to sploh delam, kaj tukaj poanta. Vidiš, da je ta vreča, je bo skozi prazna.
Sem enkrat zastopil v Beogradu, 1500 ljudi je bilo. Vodil sem večer, super je bilo. In pa sem šel v sobo in sem prav tako sedel in sem rekel, kaj jaz delam, tako pravuna praznina tega. A naprej tem, kaos, ta raš, adrenalin, vse. In pa prideš v sobo in se sem tako... Niso plačali nič? Je bilo dobrodelno? Ne, visoko, kaj v denarju. Je neka ta urbani mit, da so komiki v resnici depresivni ali pa da ene travme rešujejo na odru. Kaj rešujeta vidva? Pomanjkanje pozornosti v otroštvu, kaj ne vem, mogoče. Mislim, pa tudi ta naša generacija staršev niso spoznali pohvaliti. Mogoče to, mogoče res. Mogoče to ful, da si kar dosti iz te generacije, ki smo odraščali tam v 80-ih, se mi zdi, mogoče res. Tudi, ko smo se športi ukvarjali, vem, da sem se ukvarjal športom, pa sem mogoče malo večkrat pričakoval kakšne pohvale doma, pa sam zdaj to projiciral v to smer. Ne. Bil sem upornik, ko pride do športa, se pravi skate od malega, ker je bilo uporništvo, ne. To je bil nek način uporništva, ki si bil mlad. Zdaj pa sem šel na oder, da kle dobim to pozornost. Tako da zdaj mi končno ratal nekako malo pozornosti dobiti. Mislim, ker ta pozornost je tako dosti neka nišna, ker ti v bistvu te pristane, da imaš ta res instantni feedback. Ti nekaj narediš, takoj dobiš smeh, takoj dobiš aplauz, ljudje te malo potrepljajo po koncu, ti si v redu, a sem res v redu, ja, ti si v redu. In to je nekaj, kar ti je v tistem trenutku ful dober. Sam itak spet na dolgi rok, moraš pa začeti to neko luknjo, ki je tam gledati, ti še kar tle. Kaj pa zdaj? Moja. Ampak mislim, da veliko je tudi te pozornosti punc, zdaj se vem, neka faca, pa tudi starši bojo zdaj prišli in bojo končno ponosni. Kako je s tem, no? So starši končno ponosni? Ja, so. A reče, najci že pravo službo. Energijo, tako. So. Zdaj sem tako. Ne, so. Vsako dajo pogledajo večkrat za nazaj. Res več? Ja, pridejo na nastope, plačajo vstopnino, hočejo plačati vstopnino. Tako da iz tega vidika mi je ratalo. Končno imajo starši pozornost. Ne, dejansko, se ni samo to, se mi zdi, da vse, ne vem, mogoče to so neke triggerji, ampak jaz sem vse, ali bil že to trigger od nekdaj, jaz sem že v osnovni šoli, v srednji šoli sem bil funny guy, ki sem hotel nasmejati sošolce, ki mi pomeni, da nekoga spravimo dobro volje. Ni zdaj samo to, hočem pozornost, kva so oni, attention horse, ampak jaz rad nasmejem ljudi. Jaz uživam, ker nasmejem otroka, uživam, ker nasmejem ženo. Dobro mi je spraviti to iz ljudi ven. Tudi to mi je tako zadoščenje in taka mala zmaga, ker nasmejem ljudi. Tudi tako, ker se med sabo hecamo, pa ker se ti nasmejiš. To so male zmage. Ni zdaj, da sam delamo zaradi pozornosti, kje pa v nas se pa to skrivajo, te triggerji, pa bi mogel iti pa s psihologom daleč v preteklost. Ja, ker smo že pri tem, dajmo različiti, se pravi, si people pleaser. Aha, okej. Boš spet tako obrnil. To vodi v to, Gremo nazaj do otroštva, do Lego kock. Ja, ti na vsak način zakaj hočeš, da so ljudje zadovoljni? Kam to vodi? Kako pa je s temi težkimi temami, ki se kdaj razpredajo na odru? Je kakšna tema pretežka, da bi jo obrnil mogoče na šalo, spremenil v humor, ali mora biti samo pravi občutek za podajanje teh vsebin? Ja, jaz mislim, če smem si vzeti besedo, mislim, da ni nobena tema čisto nedotakljiva, je pa res, da predvsem kontekst pa energija, ki pride, če ti nekaj zdaj, v bistvu so ljudje, ne. Če pa ti, ne vem, poveš iz svojih izkušenj, nekaj se je tebi zgodilo. Enkrat sem gledal en šov, kjer je komik govoril o posilstvu, ampak je povedal to, da se je to zgodilo njegovi prijateljci in je povedal vse okoliščine in kaj je bilo in kako so prijatelji to doživljali in je bilo v bistvu ful ganljivo in je bilo, v bistvu smo se skozi smeh, smo imeli neko katarzo, pa bi nekdo rekel, to je pa tema, o kateri ne bomo govorili, sam, če jo dobro poveš, je to Netflix special lahko z nagradami. Ja, je tudi res, da odvisen kakšni publiki, pa odvisen v kakšnem počutju si ti, ne. Zdaj, če imaš ti dober dan. Na veselici. Ja, na veselici. Jaz sem včeraj ravno imel en nastop, ker sem imel težek dan za sabo, bil sem zmaten, bil sem skurjen, doma sem se še nekaj spičil z mojo, tam malo je jokal, ker me cel dan ni videl, pa sem mogel še na nastop in sem bil res slabe volje. In ta dan jaz nisem bil za, temu se reče, crowd work, ne. Recimo, da bi se z ljudmi kaj pomenil, jaz to zelo rad delam, pa načnem kakšno temo z njimi, tudi težko, zakaj pa ne. In nisem bil v elementu in ta dan jaz nisem mogel recimo narediti nič. Če imam pa recimo ful dober nastop, vedno malo, ker smo recimo en kraj, kjer zelo rad nastopam Lavrica, kjer vsake pol leta delam, ker so ljudje že tam toliko sproščeni in navajeni tega, ker v Sloveniji ta sproščenost
ni povsod enaka. Ne? In če imaš pa ti res sproščeno publiko, se mi pa zdi, da nobena tema, tako kot si rekla, ni čist nedotakljiva in da vsaka tema je lahko zabavna, če jo publika sprejme in če si ti v pravem elementu, da boš to dobro povedal. Ne? Če boš ti ujel ta flow in da boš publiki nekaj povedal, tako, da veš, da je publika dojemljiva, da ti ne bojo zamerili, da te imajo za prijatelja, se daj pa v marsikatero smer. Ko se pa, kjer pa nekjer ne moreš iti, ker te že publika ni sprejela, ker imaš ti slab dan, toliko je težko, toliko inih elementov pri stand-upu, od same luči, pa do mikrofona, pa do publike, pa do mene, pa do prostora, pa do dneva, pa do lune, pa do ne vem kaj še vse. Pa so lačni, so ženi, je preuročen noter. Mi smo od vsega tega zelo, zelo, zelo odvisni. Ne? Vse je to odvisno, kakšen bo tvoj nastop. Ne? Če vse štima, lahko je super. Ne, lahko je super, bo super. Če pa par stvari od tega ne štima, pa lahko to naredi, reči, ta sploh ni dober. Ja, ker si ga videl nekje, ker mikrofon ni delal, pa luč ni bilo, pa tam je en pijan zunaj sedel nekaj, pa švical si, ker ni bilo klime noter in polken, ki si ga že imel, ker je bilo že 2 ure pred njim programa. Toliko enih elementov je, ljudje to ne vejo. Oni reči, gledal sem stand-up komike, bedni so. Ali pa je reči, meni pa stand-up ful dober. Ne? Ja, vse je lahko in en isti človek lahko naredi vrhunski nastop z istim materialom, tako kot lahko naredi slabega z istim materialom. Zdaj, ko smo na tej temi, kje točno so mikrofoni v tej oddaji? Ja, to pa je zdaj. Dobro, jaz mislim, da ne ste čas ljudi gledal. Ja, zaradi lepote smo povabili. Ja, zaradi lepote. Pa se mislim, da ti znaš posnet glas potem, ko je vse skupaj že nasneto, ne? Prav tu pa tam ste to naredili. Cel film. Tako da tele pol ure ne bi bilo problema. Z lahkoto. Tle bi se usedla in bi šla čez vse. Čeprav tam je bilo plus, ker smo imeli napisane. In smo vse to kvadali, da smo imeli točno vedeli, kako bomo kateri tekst povedali, v kakšnem tonu, v kakšni hitrosti. To smo pa, če smo pa kaj, ne, res je mogoče zgledati malo po kavbojskem, ampak mi smo pol leta skoraj vsak dan vadili s Tonijem, z Adijem, z Mikijem. Mi smo se dobili, mi smo vadili te tekste, tako da to smo pa imeli naštudirano. Tako da ni bilo toliko težko, mi smo se potem usedali v en kavč, se dali v element filma in prst smo dali v zrak, se dali v element filma, ga 2 ali 3 pogledali in šli čez, se pravi 6 ur smo rabili za to, da smo sinhronizirali cel film, ker pa zvoka ni bilo, ker je naš tonski mojster preveč držal prst v zrak in mu je šumelo vse ves čas isto, na koncu je mogel to, da je res šumelo, ne samo njemu. No, upam, da se tole danes ne bo zgodilo. Me pa zanima, lansko leto je bilo 20 let od premiere filma Tu pa tam. Zdaj, ko z distanco pogledaš, je bil to en mejnik v slovenskem amaterskem filmu oziroma takem neodvisnem? Ja, mislim, še zdaj ljudje pridejo, novi ljudje pa rečejo, meni pa to ful dobro. Tako da je že 20 let se mi to dogaja, tako da siguren je na ene ljudi to naredil en velik vpliv, siguren je to bil mejnik, ki smo mi pokazali, mi ti je pokazal. Če bi mi delali film, ne vem, bi naredili, ampak ta Koren Trmast je to zdrmal do konca in je rekel, jaz se ne dam in vsa čast, toliko trmastega človeka ni. Sam s to trmo se je to takrat dal narediti. Ampak je pa pokazal, da se da ni samo ono, da bo filmski sklad dal denar, pa da bo ne vem kaj in da oni edini lahko to naredijo, nekaj, kar je ljudem všeč in je veliko in vsi gledajo. Mi smo to takrat res, smo naredili, vsi so gledali in še danes, danes je ta mladi komik na prejšnji tiskovki, ki so bila, prišel do meni preko, še zdaj gledam ful skozi Tu pa tam, je ful dober, se te poznam, ti zbil Tu pa tam, se neko super, še zdaj ljudje. Wow, mislim, zanimivo mi je, kako je še zdaj po vseh teh letih. Za ene bom vedno ta človek, ki pa tam. Jaz to ni mi zdaj tako, da rečem, živi v preteklosti, kot kekec, on bo vedno kekec. Ne, meni je lepo, da se na ene ljudi narediš tako ti, da se te tako lepo spominjajo, ne, iz tistih časov. Pa brzo pa je nekaj sprej rekla, da Storž je videla, ne. A veš, ker nekaj še zmeraj vsi vprašajo, a boš Storž? Storž. A boš zadnji? Ne, tukaj imaš zanimivo zgodbo. Ja, Storž. Vsa ta leta so se ljudje sprašvali, kdo je nabral Storže za ta film. Pa to je res. To je res. To je njegov job. Moj job je bil, jaz sem rekvizitar tega filma in hodil sem po gozdu in nabiral Storže in potem sem najdel ga in sem rekel, a je tako cool. Ja. In to po gozdu na Planinja? Gozd, Planina pri Kranju. Mislim, zdaj ni več gozda tam. Tam, ko sem jaz nabral gozda. Tam Gmajne. Ni več gmajne, ker je tuš tam zdaj.
product placement. Ja, in tam dejansko ni več storžev. Kaj si še nabral? Ti vedno poveš o storžu, Ja. pa kaj si še nabral? Bral sem Trave tudi nisi, travo. ker to sem mogel jaz zrihtati. Ja, to si mogel Ja. zrihtati. Klemen, ti poznaš te ljudi, ok, bom jaz zrihtal v redu. Poznaš. Sem bil kar velik Živiš z sponzor njimi, tega hočeš filma. Velik Ja. sponzor tega filma sem bil, ker to mi nobeni plačal. Ja, ampak jaz sem pa mogel nabrati travo, ki je delovala, kot da je trava. Tako, v filmu je ena vreča, ki je rekel ful trave. In pač to je bilo nekako treba prikazati, da imamo ful trave. In sem jaz pač sam nabral travo, nisem da bo rečel. Ja. Ne, ampak kuno travo, ki smo travo pa imeli, smo si pa tudi sposodili. Sposoda. Ja, Ste vrnili? ja, sposodili smo si od dveh različnih, ker noben ni imel tok, ker mi smo tam, ko delamo peke, mora zgledati. Da ne moreš ti krančana obrniti, da reč, to je trava. Ne, ni trava, ker vidiš, kaj je trava. Mi smo si sposodili od dveh in pol vada v koren, ali kdo je pol vse skup vrgel, dve različni travi in sta une dva oba dealerja popija. To pa ni moja trava. Ja, sorry, lej, to smo pač malo smo dali zdaj. Tako da je bila kar štala. Ne. Se skoraj Smo si scenarij tudi- uresničil. Ja, smo si tudi sposojali te stvari. Kako pa to, da ti nisi dobil nobene vloge razne rekviziterje? Nisem imel eno mini vlogo. Ne, jaz sem sicer nekje se pojavil, tako da se vidi moja roka. Ja, Kje, da bomo šli zdaj preveriti? V kazinoju, ker Miki Bubul stavi, sem jaz v zadnji navijač. Ja, se piše desna roka, Tino Dobivec. Ja, credits. ne, ampak drugače Mitja sem se res ful družil z njim, z Okornom in jaz mislim, da če ne bi bilo njega, ne bi jaz tukaj danes sedel sploh. Ko me on, ne vem, takrat 3., 4. letnik srednje šole so se res cele dneve so bila skupaj, on je bil sošolc od Klemna in tako, on mi je predstavil, on je že takrat bral knjigo o Richard Bransonu, o ustanovitelju Virgina in jaz pa, kaj to bereš, neko debelo knjigo, biografija in pa sem jaz to bral in sem bil tako, to obstajajo ljudje, ki so kar tako drzni, kar neki ljudi, ti pa kar ustanovijo svojo firmo in kar letalsko družbo in to se mi zdi mi dal tako v bistvu ful perspektive na svet, tako da še rad Mitja, ki je drugače res naporen šok, ne, kaj tam se. Ja, no, se je naporen. Kome smo ga preživeli, ampak ga imamo radi. Sem nastopil na poroki njegovi in sem dal na roastu njegovemu vse ven, tako da sem pomiren, ne hecam se. Ti na vseh porokah nastopaš. Na mojih tudi nastopaš. tudi, ja. Priča poroča, ne? Jaz sem bil priča, ja. Ja. Ampak če ne bi bilo Mitja, ne bi tebe poznal in če ne bi bilo pol te kombinacije, ne bi videl imela prvega nastopa in zdaj ne bi bilo to vse. Ne bi bilo vse, Panča. pa tam se je vse začelo, oziroma še prej za mene. Ja, ampak kaj ne. Vse je nekaj pripeljalo do nečesa tukaj. Ne? Ja. Največji festival, noben ne pomislil, da je to zato, ker si storže nabiral. Ja. Če ti ne bi storžil nabiral, ne bi bilo Panča. Ne bi bilo Panča, zato ker ne bi bilo motivacije, da se to ustanovi. Mislim, bi bil enkrat slejko prej. To bo enkrat v vajnih biografijah, ki jih bosta izdala potem na stara leta. Kdaj Knjige študirate, da boste v kakšni knjigi, da jo boste napisala, da bo kdo vaju kot navdih navedel? Okay, povedal, jaz sem še podpisal eno pogodbo. Napisal knjigo. Ne, zdaj je izredno popularno, da se piše knjige in tudi spet so, se mi zdi, posegajo ljudje po knjigah, ki kupujejo. Ja. Mislim, jaz imam eno idejo, da bi napisal eno knjigo, ki bo nekako pogled nas, to vse dogajanje skozi oči vseh akterjev. Tako da v bistvu vsak, kada si v dnevni sobi z vsemi nami in bereš, kako smo mi doživljali te trenutke. Od Perice do Klemna, do Vida Valiča, do Lada Bizovičarja, kako je on videl takrat dogodke, tako da bi jih rad nekako zbral. Tako da lahko odpreš kjerkoli in začneš brati, se kaj naučiš, pa se zabavaš zraven. Tako da to se mi zdi nekaj tudi, kar je fajn pa imeti, ko bojo naši vnuki ali karkoli rekli, kako se ta stand-up, kako se to začelo. Evo, knjiga! Kaj je to knjiga? Da mi je audiobook. Ko bosta vajna dva sinova, prej smo omenili, da bosta letos prvošolca. Prvošolca ko bosta raziskovala svoje korenine, da boste to pogledali. Ja. Se bojite teh trenutkov, ko boste videla vzorce, ki so šli naprej? Novega materijala, Mi smo se jih zadnjič pogovarjali, pazi to fora. Ravno je bilo nekaj debata o slovenskih filmih. En kolega je rekel, ki sta tam mala dva sošolca v vrtcu bila, reče, danes bomo Kekca gledali, to je ful dobro, kdaj pogled, pa jaz se tako pohecal, Kekca lahko, ampak pustimo ostale slovenske filme. In reče ta oče od tega tam malo, reče, tu pa tam. In tako moj Kaspar, oče, kaj je to tu pa tam? Nič, v redu je. Počak še 15 let. Prej boš videl fotra tu pa tam. Ker prvič, da sem mu začutil, tam malo počaki. Oči, kaj je to tu pa tam neki, ki sva s stricom Mitjom delala, ki sva bila mlada, boš videl, kaj boš imela. Ker boš imel dostop do YouTubea. Ker pač, kar se je zgodilo smešno v tej zgodbi, je to, da je od Klemna žena in od Mitje žena sta sestri.
To je smešno. Kako pa je to zdaj sploh možno? Ne? Te dva, ki sta v sošolce in pol zdaj še to, zdaj ste še v žlahti. Ja. Ker nekako se ne morete loviti drug drugega. Še dobro, da ni še ene sestre, ki pa še ta bo dopil skozi eno familijo. Temet. Ma brata. Ok, karkoli, sem v familiji. Sam tudi ta brat se zdaj poročil. Ja, dobro, ampak počakamo še par let. Počakamo par let, kako le veš. Ja, Klemen, zate sem zasledila, da si bil kar tak divji pubertetnik, ne? Se bojiš, da se ti to vrnilo? Tako se reče, divji, ja, divji. Zate pa ne vem, nisem mislim, povem, da uporniške. Da se Klemen ne spomne na enega sestanka prvega. Aha, kar divji. Ti se ga? Jaz se ga vse. No, jaz ne spomnim sestanka, da smo imeli. Spomnim se prvega nastopa. No, sestanka v Ukrajini, pa jaz sem v tistih časih bi bolj bil za Krajino. Takrat si enega srečal prijatelja. Aha, in sva šla za Krajino, pred sestankom. Ja. Okay. In pa je bil Klemen, super, Škofja Loka, gre, v Škofja Loka, tam bomo nastopali. Ja. In pa sem imel nastop v Domžalah v enem shopping centru in to je bilo tako popoldan ob 4 in ljudje z vozički mimo, en je prišel mimo in je rekel, šta pričaš gluposti, pevaj. Ja, to je bil drugi nastop v življenju. Ja. In po tem nastopu nisva upala. Ja. Ker marsikdo bi, ker bi bilo logično, da po Carilaj nima smisla. Kaj pa je gnalo naprej, zdaj neke podpore doma ni bilo? Kaj je bilo tisto, kar me je... Neustavljiva sla. Ja. Ja, ne, jaz mislim, da je bilo ravno prvič, ko sem bila na tednu mladih, to je bil teden mladih, večer novih komikov 15 bi mogli biti, ampak 3 so pol odpovedali, so se očitno prestrašali. In pol na Miki Bubl, ki je to organiziral, spet iz tu pa tam ekipe, je rekel, hej, koliko boš naredil minuto? Lahko pol ure in mi, da so bila oba. Lahko. Prvi nastop. Tudi Miki je ni bil na nastopu. Bil je. A je bil? Jaz se ne spomnim, da bi bil. Je bil. Veliko se zriste. Spomnim se vseh nastopov. Danes, en nov pride komik, smo tako, imaš 1 minuto, na začetku 5 minut. Glej, da ne več kot 3 naredil. Čas je bilo skoro 25. Pol ure lahko mod. In takrat je bilo li dovolj dober, pa li dovolj slabo, po mojem, da so hotela še. Ja, začutila sva malo tizga, ker dobiš par stvari, poveš in dobiš nek feedback, in dobiš, to je pa dobro, jaz hočem več tega. Ja, boš imel več tega, ko boš bolj smešen. Ne, jaz hočem biti zdaj bolj smešen. In sva dobila to motivacijo. In je bilo, ti ne bil bolj smešen od mene že od začetka, on je imel več punchlineov, jaz nisem vedel niti, kva je punchline takrat. Sem imel neko zgodbo o babici, ki je prišla, jaz sem imel že takrat podreti zgodbe. Imel sem eno zgodbo o babici, ki je prišla po Superge, k meni, ki sem v Superge prodal. Ja, to se spomnim. In je prišla na babico, to sem ful razlagal. In ona je prišla po Superge, cela boga babica z vrečo gob. Sredi Ljubljane je prišla z vrečo gob, kot cela boga. In je prišla, jaz bi ene Superge, ki ne premočijo. In je sko, boga babica, da je nekaj dobrega, najnem ful popusta sem ji dal. Po mojem sem še nas vzel, ne vem. Tako. In pol vidim, babica hvala in gre ven in se usede v ta novega Mercedesa kombi in si upeljala. Jaz sem takrat te zgodbe govoril, prav spomnim se, te, ki so se mi dogajale takrat. Pa malo porničih sem govoril. Mislim, da sem imel neke fore na Geno Jamesu, neke dobe. Ja. To sem imel, ne. On je bil pa že smešen, on je imel dejansko dober material. A pa vse te zgodbe, ki jih pripovedujete, stand-up komiki res doživite, a so velikokrat plod domišljije in si rečete, to je bilo res smešen, če bi se zgodili? Trenutno, kar sem napisal zadnje par let, dejansko skoraj razen, če je kakšna fora besedna igra in imaš v bistvu bolj tako, ko rečeš, a veš kaj je ironija, da v Sloveniji lahko kupiš psa na bolhi. To so bolj te fore, ki so kao neki haha, ampak dejansko vse šale, ki imam pa napisane, tako da imam več vsega, pa jaz vse črpam iz življenja. Nič ni, kar se mi ni zgodilo. Mislim, malo včasih mogoče se kje zamaskira. Nekaj mogoče, kar se je tebi zgodilo, pa bi bilo ful bolj smešno, da ti to nekdo povedal, ali pa da malo varuješ identiteto bližnjih ljudi, rečeš, to je bila ena teta, resnici to jaz, pa kaj. A se kdaj prepoznajo od ljudje, ki jih opisujete? Ja, jaz zelo rečem jasno žena. Aha. Ko se ne more, da se ne bi. Samaš njeno odobritev. Ja, večinoma. Se pobere procente, ne. Ja, to pa je. Govoril te pa. A bi rada šla na morje? Ja, to je lahko zelo pereče, ne. A je odobrila prej te šale za predstavo? Je bilo zelo hecen, ker ni vedela vsega, kar bom povedal in sem je pa prišla na premiero Alan v Klub 300 in sem bil glede enih stvari malo v krču, kako bo reagirala, ker dejansko pač govori stvari, ki so resne. Se ni zdaj, da ni. Pa še malo obrnaš in tam se cela dvorana pa upam, da smeji. In sem tako zelo šel in kako ti je bilo, ful sem se nasmejal, sem hvala Bogu, dober sem. Tako da, tam malo pa ide, če ne ve, kaj ne hod na moje stand-upe, ampak od njega imam pa še več hodni.
Ja, kar mene zdaj skrbi, je to, da danes je tako vse potem nek YouTube klip, Instagram klip in pa te klipi, kjer ti si mogoče kaj preveč osebno povedal in pol, ne vem, sošolci že otrok gledajo in pol so, tvoj oče je rekel to, ali govori to tvoje mami, nekaj ne. Ampak pri meni hecam, pri meni tam malo že zdaj, ki je star 6 let, ki jaz še ne pukam, ki jaz sem tudi se pravim, jaz sem tudi v normalnem življenju, hočem nasmet in če smo tako, da nas je več, on ima že to, njegovi sošolci se mi smejo, on pa... Njemu je bed že zdaj. Njemu je bed, on je prav, da je ta fotor moj, prav ta odnos ima že pri 6 letih. Mislim, jaz sem zadnjič sem posnel tam malga, da je me napovedal z voice-overjem, tako glas sva posnela in on reče, daj mi gospodje, je bilo odr prihajati Timon Pevec. In on zdaj to skozi ponavlja, daj mi gospodje Timon Pevec in jaz sprejem po njega vrtec in on tako, daj mi gospodje Timon Pevec. Vsi aplauz. Pa si predstavljate, da boste vajna otroka tudi šla v ta svet stand-upa? Ne, ker boste imeli srečno otroštvo. Ker nočeš delati to, kar dela tvoji starši. Hočeš reči, da nam jaz te komedije, kot lej tega. No, pa bi jih verjetno podprla pri tem. Ne bi rekla, najdete se prave službe ali kaj v tem smislu. Max 3 minute bi mu dal na odru. Več ne, 3 minute imaš tam, to je to. Ja, mi da se bo tako naučil se programirati. Ali boš nadzoroval robote, ali bojo pa roboti tebe. Ja, programiraj, uji. No, ko smo rano pri uji, kako pa je z uporabo umetne inteligence? Se bojite mogoče, da bodo kdaj stand-up komiki, roboti, ki bodo samo pobrali več material in zabavali ljudi potem? Mislim, vse to, predvsem mene skrbijo filmi, zato ker pač tako ta slika, ki nastane iz AI, je tako že toliko realna lahko, da te začne skrbeti, a bomo sploh še rabili igralce, pa tako scenariste, režiserje. Po drugi strani za stand-up se mi zdi, da ni toliko bojazni, ker je vsem to toliko socialni dogodek, ki ga bomo pa po moje večno rabili. Ti hočeš čutiti človeka, kaj je na odru. Se mi zdi, in ta človek mora čutiti publiko, da je to dobro. Zdaj, ne vem, tudi obrazna mimika zaenkrat, AI, roboti zaenkrat še ne kaže, da bi bili blizu, da bi rekel, da bo prišel en robot na odru, pa bo res ful dobro, pa ne vem, no. Se mi zdi, da vse malo ta blokada, da je zdaj to robot, ne moreš zdaj, razen če bi imel res take bolj observacijske, ne moreš mu njih ne bo robot prišel gor, pa rekel, kva si mi dol zgodil, moj tam malo prišel iz vrca. Ja, dejla, nimaš tam malo, kaj imaš tem mikser tam, ne vem, tvoj otrok. Ja, po moje, da zaenkrat se jaz ne bojim robotov. Roboštade. Ne, tako da bi nekam greš na letališču, kad čakaš, kad nek robot nima strahu, da zdaj je dober, Kad mi recimo, kad nam reče, da ima tle nastopi. Zdaj, tam eni klepetajo, ampak če pa robot pa je tako, povej te neke one-linere, zdaj če šel v trgovino, kaj se mi zgodil, to. In ti tako malo gledaš in si tako, moj ratala. Pa na letališču mogo še tako govoriti, te George Carlin fore, veš, veš, kaj greš to avion, pa mi reče, in emergency of a crash landing. It's not an emergency landing on water, it's not an emergency landing, it's a crash. Jaz bi bil tako robota, da bo črna, veš, da črn humor govor tam na letališču. Kako pa sta s črnim humorjem? No? Na Panču je prav večer črnega humorja. In mi dva nisva tam. Ne, mi dva nisva najbolj črna komika. Razen danes v oblekih, bolj temna. Ampak smešno je, kako ljudje imajo radi ta črn humor. Mislim, to je res nekaj, ki se toliko nekako prvinsko razbiješ, prav razsesujete, ker govorijo tukaj fantje res in punce, res take stvari, ki so tako, kako to, ampak tem na unem večeru se to nekako poklopi in pol doskrat ljudi so nezadovoljni, so tako, premalo črno je bilo, premalo, govoril je o ne in kam, to not. In premalo, hočem bolj črno. To obstaja, premalo črno. Ja, ljudje se sami, bolj več, ki očitno vidijo tega, več hoče preko meja dovoljenega. Ampak to po moje zato, ker živimo v družbi, kjer je toliko stresa, da v bistvu te pol mogoče lahko samo neka taka stvar šele šokira. Tako kot te serije Game of Thrones, ker ta je umrl, a ni on glavni junak. Skozi rabimo ta nek šok očitno, da nas, in tle pri tem, da je, kaj je rekel, ne morem verjeti. Če je neka šala, tako, to se mi zgodili, smo kar. Ja, ampak kdo je umrl? Niti en ni umrl, niti enega župnika niso omenil. A ti dejansko si imel že prav črnega humora, spomnim, že sem imel kdaj še res črn nastop. Ne moreš, mislim, z mojim stilom ga ne morem imeti, ker govorim stvari, ki so se mi zgodile. Upam, da nikoli ne bom dosti črn, da bi šel na črni humor to, kar se mi zgodile. Mislim, pri črnem humoru je veliko te neke šokantnosti. Ravno prav za danes.
kjer v bistvu ti moraš nekako, pelješ v eno smer, pa bum, presekaš z neko izjavo, ki je ful neprimerna, mogoče. Tako, kot prej si rekla, kaj ni več ženskih komičark, kaj niso smešne, to bi bilo nekaj, kaj je rekel, ampak pa, če pa nimaš tak, da bi te to smer pelali, meni to ni sploh niti zanimivo. No? Ja, moraš biti tak, da ti je to cool, pa da imaš tak način, pa gre. Mi dva nijo. Ne, tako mojem možganu sploh ga ne zapeljajo to, da bi zdaj neki ta zgari. Mislim, meni osebno to ni tako zabavno. No. Kaj pa, ko spremljate, se ne smeješ vseeno? Ja, itak se. A ti preveč? Ne, to ne, sam... Gre kdaj čez mejo, tudi to? Ja, mislim, se to lihpo ta razlika, je izjava samo šokantna ali je tudi smešna. Če je samo šokantna, si tako, ok, no, dobro, spet, ali si pa tako, nisem tega pričakoval, ne. Zdaj sem gledal en šov, ko sem bil na Škotskem na festivalu komedije v Edinburgu, sem gledal en šov, ki je bil tako, da je imel skozi neke take, vsake toliko časa je imel eno tako črno. In sem rekel, dobro. Ampak mi je bil bolj všeč en komik, ki je imel neke pesmi vmes. Mi je bilo to bolj zabavno. Meni ne more biti, jaz sem ugotovil, da meni ne more biti zabavno, če ne verjamem, da je to res iskreno povedal. Jaz sem si vedno zapomnil eno stvar, ki sem jo ti povedal. In takrat nisem to gledal, to je bilo 15 let nazaj, se mi zdi, to povedal, kar neki. Ampak zdaj pa prav tako gledam, mislim, da je Tim, da si sedel za Jonasom in da je on tako sedel in je gledal one komike gor, ki so bili na Panču in da je bil, ne verjamem ti. In da se ni smejal, nisem govor, ne verjamem. In jaz sem zdaj isti ta Jonas postal, jaz če ne verjamem, da je to res ena stvar, da je nekaj izmislil, jaz mislim, da toliko cajta to že delamo, da te ful težko nekaj šokira, ker ti že razmišljaš v katero smer, ta pelja v to smer in po 3 šalah približno veš, ker ti to delaš cel čas, razmišljaš, kaj bi lahko povedal zdaj, da bo kontra. In se mi zdi, da imamo mi že tam malo predvidevamo, kaj bo, pa reče, zdaj bo rekel to, ok. In mi je ful bolj, iskreno me bolj navdušil stvari, ker vidim, da je ena resnična zgodba, pa da ima potem en obrat, recimo, ali pa da nima obrata, da je sam zgodba, ki je to mislila, pa ki je zabavna, pa ki je mogoče Tinov humor mi je kul, ker je pogled na stvari, ker se ti ne, to pa res je tako. Ker reči, sam je res tako, to mi bolj smeša, ne. Kot pa nekaj, ki reče, šok, ne. Jaz raj vidim, da je, sam je res tako, ja, res je tako, to se mu zgodi, kjera fora, to jaz tudi tako mislim. To mi ful bolj smešen kot, šok, nisem pričakoval te besede. To mora pa nujno biti osebno zadej za tem. Ja, se za to, ja. Recimo Gašper Bergant je tak tip, že sam po sebi, da tudi če poje kaj črnega, mu verjameš, da on dejansko je zdaj naredil izpit za lovca. Ne mu verjameš, ja. Nisi tako, on bi to res naredil. Če pa enkrat se spomnim, en komik razlagal, da je zbil enega z avtom, a jaz vem, da ta človek nima izpita za avtom. In je tako, kako zdaj se ti zbil, če ti nimaš? Ja, veš, ko iščeš parking, pa tako, če ti nimaš izpita za avto, jaz to vem. Ne verjamem ti. Ja, in pa res. Ne verjameš in pa ne more biti. Ne. To je že zgodba za lase privlečena. Ne. Ljudem je večinoma sicer to kul, ampak večini tistih se mi zdi izkušena publika, pa mi pa že tako gledamo. Malo ta zadrgnjen stil, ne, to pa ni res. Ni smešen, ni res, ni smešen. Ja, vidva vseeno spadata v generacijo pionirjev slovenskega stand-upa, ne? Če se bodo kdaj pisali učbeniki, bosta verjetno omenjena. A se že ni napisali? Pionirji, ja. Kakšni so pa zdaj, ne vem, mogoče te novi, ki prihajajo, 20-letniki, ki se preizkušajo, so to že te hitre generacije TikToka, vse leti, kratka pozornost? Ja, mislim, da definitivno v publiki je tega, res sam, se mi zdi, da tako, skozi te neke generacije, vse smo v bistvu vsi dokaj podobni, ampak sem opazil, kad smo imeli nastopa, en fan prišel, bi tako, kje pa je backstage? Pa smo tako si ideje backstage, zdaj gore na Luni ga imaš. Tako nekaj, jaz sem moram probleč, kje je backstage? In tako da je bil en šamar, ki se že žalnik fotor. Ne, ampak malo sem razočaran v zadnjem času, ki prihajajo, so tako, imajo tak nek občutek, ker tako, zakaj to mi pripada? Pa je vsem tako, boš mogel kar še malo sem se dokazati na nek način, se nočemo biti nepodpirajoči, sam, ker tudi danes je treba snemati videe, pa to, pa objavljati, pa biti aktiven, pa ne vem, mi smo včasih letake delili na ulici, plakate smo lepili na črna mesta, zdaj pa te fanti kratko pride, samo toliko ljudi je prišlo, pa je tako, ker noben noče tebe gledati, zdaj mislim, moraš najprej nekaj se dokazati, tako da jaz mislim, da je skozi tako malo, pa vsake toliko časa pride kakšen, ki je ful zagnan, pa ni toliko smešen. Tako da je, ampak
zdaj smo mi nekako ustvarjali nek poligon, zdaj pa je treba skozi prehajati z novimi idejami, pa tudi na kakšen način privleči ljudi. Zadnjič sem razmišljal o tem, ker so za Ičkoti, predstava Ičkoti je dobila nagrado od Eventima za najbolj obiskan dogodek v letu, oziroma z največ prodanih vstopnic 70,000. Ampak če dobro pomislimo, od 2 milijona 70,000, to niti 5% ni. In si tako, kje pa je ostalih 96% Slovencev? Okay, veliko potencijalne publike je. Ja, tako, kje so te ljudje, zakaj ne pridejo? Mislim, da pridete na stand-up, se ne rabi biti vse samo neki na seks. Pridete pogledati nek stand-up, tako, čist v nek klub, tako, nekaj novega doživiš. Zato se mi zdi, da ljudje se kar malo bojijo. Obstaja ta neka stran ljudi, ki so tako, meni slovenski humor sploh ni všeč. To sploh v slovenščini deluje, kot deno. Jaz gledam samo te Jimmy Carr, ki pridejo v Slovenijo. Ker to je spet tako nek kompleks, neke malo pokroviteljsko, malo te neke inteligence, jaz to štekam angliški humor. No, da pogledaj en slovenski večer, najprej tudi pri domačo sceno. Je pa res, da prideš na nek punch, pa ti trije niso všeč, ker niso tvoj stil, in pa si tako, to me ni všeč. Skozi je borba, hočemo reči. Ja, že 20 let se borimo. 19 in pol. Kjer smo 8? Ja, skoraj pol. Maja 2026 bomo imela 20 let od... Aha, 20 let. 20 let od prvega nastopa. Ja, pa kaj naredila za 20 let? Boste imela kakšno zabavo, da proslavite? Poslovilno turnejo. Bi imela podcast, šokest. Šokest. Ja, nimamo nobenega darila, tortice. Ne, se hecam. Ne, nimamo. Spoznala pa sta se kdaj? Se tega spomniš? Ja, ne, jaz se ne spomnim. Zdaj, če je on prav, da se ne, jaz priznam. Ja, na filmu so se, na snemanju filmu. Jaz se ne spomnim tudi tega. Aha, prav na tu pa tam. Ja, mislim, jaz sem vedel za njega, on je bil že takrat, ker ima mini celebrity med Kranjčani, itak se je vedel, Klemen, on je skater, pa je Mitja posnel film Not Sponsored, ki je bil v bistvu skaterski film, in tam sem jaz videl, kdo je noter Klemen, on je cool, kako on skater. Jaz sem bil cool, jaz se nisem nikoli počutil tako zvezdnika, ampak to je ta cool pri ljudeh, ti si. Ja, jaz sem prav spomnil, ker sem... Ampak se pa ne spomnim, Tina, niti stupa tam v bistvu čist, po pravici. V bistvu se imaš tudi svoje poroke, jaz spomnim. To se spomnim. Ne, ampak jaz se spomnim, delil sem letake za Not Sponsored, za ta film skaterski po moji šoli, po gimnaziji. Wow, thanks. Ja, A sprašujem na primera? Jaz mislim, da sem, no. Jaz sem po... Da Not Sponsored, kam, v The Club, kje smo? Ja, v The Club, hudo, tam je bilo toliko ljudi, da smo jim podobno. No, vse to, ker sem jaz delil tako. Thanks, Tin. Ne, ampak delil sem letake in tudi tako puncem sem bil, jaz sem del tega, meni se je že to zdelo, da sem jaz del tega. Vedno te je podpiral. Wow, kako ker sem gledal Mitja, ki je montiral ta film, se prav spomnim, sem sedel tam zraven in sem tako, sploh ne štekam, kaj on dela, ker nekaj. Tako da se mi zdi, da je že od nekdaj bil ta nek komunalni občutek, community se hoče reči, v Kranju nekaj tega, vsi smo skupaj eno. Oba pobegala z Kranja, veš, sem malo Kranj v srcu. Ja. Zdaj, ko prijemo v Kranj, mi včasih tako malo, tako, to je bil moj dom. Tako čutiš se, da si, ampak nisi to, kaj več. Ja, malo si druge, ampak smo pa veliko naredili v Kranju, ne? Ja, pa pižama iz Kranja, pa vse ful Kranjčano, tako v bistvu. Ranko. Ja. Kako pa je s to prepoznavnostjo, ki si jo omenil? Ljudje pristopajo k vama, ne vem, v vsakem trenutku življenja in pričakujejo, da boste smešna, verjetno. Ja, včasih je najbolj ko te kdo gleda tako. A si? In ti sem kaj? Ja. Tile Lartač? Ja, Tile Lartač, to sem že želel. Jaz zadnje čase se bolo, kulo srečo, ali pa tako, se mi zdi, da mi ta prepoznavnost vzela malo tega stand-up prepoznavnosti, ali pa ne vem. Ne, vsi me ljudje bolj iz tega poznajo. Zdaj sem imel s Perico nastopil v Preboldu in vsi sem tako, in pol kom sem bil, sploh nismo vedeli, da delaš stand-up. Ja, 19 let, stari, 19 let ga delam, ampak vse je super, vse je važno, da me poznate, pa da sem vas zdaj presenetil, sem lahko smešen na odru. Ja, rabaš več klipov. Ja, vem, več klipov, klipi. Si bi lahko ta punch snemal zdaj. Zvon se vse sam še klipi. Klipi. Ampak ni čudna paradoks se zgodi pa. Ti gledaš posnetek nekoga in pa ga gledaš v živo, kjer mi zdaj snemamo ta nastop, zato da bo spet nov posnetek, da boš ti spet prišel v živo in pa da bo nov posnetek. Zakompliciral. Zdaj, ko so te klipi, vam kdo krade material, je kaj tega? Ali je bilo včasih več tega? Včasih se mi zdi bilo, mislim, zdaj je tako tega, da sploh težko že slediš, pa tudi
se mi zdi, da je tudi ta neka avtorstvo vsega se kar malo zgubil. No. Mislim, razen, če imaš res neko osebno zgodbo. Sam kratko včasih, ne vem, vidiš nek klip Liza, jaz sem imel neko šalo, pol let sem razlagal o tem, kako se z nekom posloviš in greš v isto smer. Ne. In pa zadnjič gledam nekaj na TikToku in 1-2 Američana v New Yorku sta posnela video, ker se poslovita in gresta oba v isto smer in zdaj se ne smemo več pogovarjati. Ne. In sem bil tako prav, no, to je čista moja fora. Zdaj, če bi zdaj opovedal, bi izpadlo, kaj si bil kralj. Ampak pač paralelno smo se to spomnili. Ja, ampak pazi, jaz sem pa imel neko stvar, ker jaz nimam res veliko klipov, res moram malo bolj na tem delati, ampak ene par starih pa imam ena fora, vem, da sem imel nekje, sem jo pa videl 1 let nazaj, je nek TikToker, tako mi šlo, je nek TikToker slovenski objavil isto, kot sem jo jaz povem, sem tako, ok, zdaj če jaz to povem, in je bil ful ogledal, ne. Dobesedno isto povedal, sem jaz že pozabil, kako točno povem. Dejansko sem to parkrat naredil, ne na blagajni, ki greš največ na blagajno. In jaz sem tako, jaz za nalož plačam z največjim bankom, ker ga imam. In reče, jaz dam tako 100 evrov in vedno reče, gospod, a imate kaj manjšega? Jaz vedno rečem, imam, samo ni plačilno sredstvo. In to isto povedal, čisto isto, kot jaz povem o tem, sem tako, je to. Dobro, kaj moraš. Včasih bi se ful bolj sekiral, včasih bi tako, kdo je ta tip, hitro ga moram najti, to je moja fora, daj to dol. Zdaj pa tako, dobro, rajde, ne vem. Obstaja možnost, da se spomnil isto, ker verjamem, da je še kdo pomislil isto stvar, ker ti daš ker vedno ti reče, imate kaj manjšega. In valjda moški pomislimo, mogoče podobno, tako da. Ajde, nikoli ni 100%, da je to vse. Si kar tako, ja. Ta klip tudi greš. Hitro minljivo, ne? Hitro minljivo, to je potrošna roba, klipi, časih, se prav spomnim, so bili na YouTubeu videi, ker sta 2 komika imela ful podoben material in so pa primerjali, eni tako neki zunanji ljudje so bili tako, ta je to tako povedal, ta je pa to tako povedal, a je ono temu vzel, a je kdo je komu vzel. In pa ta komik je mogel se upravičevati, ne, meni se je to isto zgodilo. Pač tukaj konkretno bila recimo fora v tem, da sta oba imela kao, da da se ne obrišeš dober riti in pa je malo umazan. In pa je prosto ta komik naredil foro iz tega kao, jaz imam tudi rit, ki te malo tako srbi. Mene tudi srbiri. To se tudi meni zgodi, to nisem njegova fora. Tudi v Sloveniji sem imel recimo komike, ko sem imel kar na enega čala, ki so Eddie Murphyja ful podobne. Ali šuno, ko San Francisco. Ne, mislim, se včasih še kaj zgodi, da res isto stvar spomniš. Pa itak vsi to iščemo, mikrofon je tle, kaj bi bilo tle smešnega. In dva človeka pridete, pa poveste isto. Sam druga pa, če ti razlagaš, vse zato najboljš biti, da si čim bolj iskren, čim bolj oseben, to ti noben ne more vzeti. Kje pa dobita največ navdiha? So kakšni trenutki dneva, leta, opažate, kdaj najbolj deluje domišljija v to smer? Tam je kot 15. decembra do 7. januarja je dober, ampak pol od 25. marca do 20. aprila takrat pa res dober. Luna v retrograd. Ne, ni pravila. Ni pravila. Jaz ponad hodim okrog in si sam zapisujem, lahko vam pokažem, zdaj za nov šov imam rubriko Fore, in pač je tako, tako, to so zdaj ideje, ki še recimo nohti so nepraktični. Da tako ženske imajo dolge nohte, moški imamo kratke nohte, oboje nepraktično. To je sam ideja zdaj, tako ti ne moraš odpreti, piksne ona, tudi si bo zlomila nohte in pa sta oba, in iz tega potem razvijaš. Ja, pa razmišljam, to bi bilo neki. Potem, tako si pa zapišem samo naci, taborični park. Zahvaljujem, kaj sem to razmišljal. Pa časi, kaj sem tle mislil? Še sam sebe. Ja, to je doskrat je potko. Greš pa malo svoje stare ideje gledati, pa ker sam zbišiš, ne, to pa res ne bomo. Včasih v avtu, ko se peleš, pa ti reče, zdaj samo primem volan. In ti njem, tako ti primeš zdaj ta volan, ne zakaj sedimo na desni strani, ker smo v Angliji, ampak tako sem napisal, da je to čuden občutek, kaj enemu voziš. Tudi če imaš ti spit za avto, pa že 100 let vožnje, ko voziš tako, je drugače. Nimaš feelinga, ki je rob, in to sem se zapisal. In iz tega boš razvijal material. No, jaz se s tabo ne bom vozil. Naslednjič, ko boš prišel na šov, boš tako. To je pa ta fora. Vse je pa kar smešno. To ni šovkast, me je zgleda, to raje briš. Vse je kar bilo smešno. Najprej si nabereš vse, pa probaš iz tega nekaj eksperimentirati, nekaj eksplodira, pa moraš probati, nujno moraš probati pred publiko. Ja, pa ni nujno, da je pa reč dober. Ja, mislim. Mora biti saj malo dober, no. Saj malo mora biti dober, da reči, če trikrat ni dober, veš, da nič. Ja, pol ni dober. Pa boljše, da so neznanci. Ker če prej neko familijo, tako kot se rekel, zatamava, tudi žene, tako je, ok, no, kaj? Ja, ni smešno. Kaj pa pred kolegi stand-up? Ne, Edin, če si tako je tle na neko foro, kaj ti misliš? Itak se ne bo smela, ampak bo tako,
Ja, ful smešno. Aha. Ja. To je največ, kar dobiš od komika. Dobro, mogoče tole še malo obrnem. Ja, za crkven stari. Tole bi padel smeha, če bi se smejal s forum tujih komikov, res dobro. Aha, Še tega moraš ful prej prositi. A te samo eno for povem. Ok, no, da mi pojdi. Nikoli se ne smejimo. Znaš mi Perica razlagal eno foro, tako, to foro se ne... Jaz sem sam tako se vzal. Ja, cool. Pojedno, so se ljudje smejali. Ampak mi se tako pogovarjali. Ja, cool, dobro. Je to tako, da bi se dva inženirja pogovarjali. Kaj se je zgodilo? Če pa to eno poješ, bo tako. Kaj je to zabavno? Ali pa dva pogrebnika, ali pa oni, ki režejo ljudi, pa tako, sem odrezal, ti bo tako, odrezal, kaj je šlo, šprica, pa tako, ja, šprica, pa tako, veste, so brisal maluna, čreva sem parjel. Ni me to normalno, ne, te pa tako, tako smo mi šalali. Tehnično pregledujete. Zelo tehnično. Jaz mislim, da nam že malo mahajo tamle, da smo že, da se vama mudi. Kaj pa je tukaj šokantnega? Ja, da sva mi ta zamudila po otroka, to je šokantno. Tok časa smo da otrok čaka. To bo pa jutri v novicah. Mi so prišli po otroke. Ne, ampak zakaj šokcast? Pa se je naslov bolj šokanten od vsebine. To je že uvodoma rečeno, tako da smo uresničili napoved. Glasov kar šokantno. Ja, te slečmo se zdaj. To bo šok. Ja, odkar je zaplikoval svoje telo, ne se kar vidiš. Me je dodala na Instagram. Odkar si ga izoblikoval. Ker prej ga nisem. Ja, nek med 30 in pa 40 letom sem bil res malo slabši. Zdaj gre pa samo na vzgor. Zdaj gre pa res na vzgor. Stojijo stvari. Hitro imamo še en šok. Ajde, najbolj šokantna stvar, ki se vam je zgodila med nastopom. Zagotovo se vam je. Ja, dobro, to pa je zdaj dolga zgodba. Kaj? Tega imaš prav zgodbo? Ker so me hoteli razbiti Albanci. Jaz sem nehal nastop po 5 minutah. Aha, prav fizičnega. Ja, mislim, bi prišlo, če bi jaz šel vztrajal. Jaz sem raje šel dol z odra, ker je bil bistveno večji od mene. Aha. A jim šale niso bile všeč? Ne, ni mu bilo všeč, se meni ni razumel. Ampak je pa vedel, da je nekaj na njegovo narodnost letel. Jaz takrat 15 let nazaj sem imel material, kar sem imel zapovedati. In je bila dobra šala, ker posod je palila razen v Kamniku. Ker nisem prišli raven na stand-up, jaz sem vse izvajal, ker je šef lokala rekel, ja, pojdi nastopati, čeprav ni noben prišel mene gledati, v bistvu sem jih motil. In pol, ker sem govoril o neki določeni narodnosti, je eno stojo rekel, imaš ti na Albancu za govoriti? In sem rekel, hvala lepa. In sem zaključil po 5 minutah, dobil sem za bencin in sem šel tam. Bilo kar šokantno. No, to je pa res šokantno. Kaj pa ti? Imaš kakšno šokantno ti? Mene sem med pauzo v Đakovem na Hrvaškem mi je ta lesnik rekel tako, jaz sem že ubil človeka. In še si živ. Čeprav ne, zdaj sem se spomnil, v Angliji, enkrat sem nastopil v enem mesecu Bournemouth, je najprej tako, ob enih smo se dobili, da smo šli z avtom do tja, kamor je 5 ur vožnje. Da sem prišel ob enih tja, sem mogel, ob 11 štartati, da sem z vlakom to podzemno prišel do tistega mesta, pa smo se vzeli, smo prišli na nastop, vsi so bili pijani, noben ni poslušal. Ko sem jaz prišel na oder, je en takoj bil neki, bež dol, po ene 2 forah in pol je ena njemu tako rekla, ti nisi dosti inteligenten in on se je obrnil nazaj, shut up, bitch, in pol, cool, ti bitch, in pol ste se ona dva nekaj kregala, vmes je krejen na oder mi prišel, enega sem videl, da ga vlečejo ven iz kluba, res tako je bilo, in pol sem šel na WC in eni se pogovarjal, ta Slovenci je bil kar neki, še en sem tako na WC, kaj izdelam, 8 ur sem se vozil tja, in pol še nazaj. To je bila ta luknja, v kateri so začela. Ta luknja in pol se je še avtobus pokvaril na poti nazaj, prav spomnim se, smo mogli peš. Takrat sem se res sprašal, kaj jaz počnem s svojim življenjem. Lahko bi bil računovodja, bi se imel to. Manj stresno. No, skozi kaj gremo, ne? Pa se pa sprašal, zakaj eni delajo stand-up? Zakaj No, jaz upam, da bo punch minil v veliko bolj mirnem duhu, da ne bo nič letelo na oder, da ne bo kakšnih groženj in predvsem, da bo veliko smeha in lepo vreme, ne? Ja, točno. Lepo vreme, zelo pomembno. Tako da, kdor še nima kartne, hitro po karte. Če so še. Vama želim vse dobro, še mnoga leta prijateljstva. Ja. Pa tudi veliko sreče pri montiranju teh posnetkov. Ja, nekdo bo tole mogel vse rezati. Tole bo zdaj klip. To je treba spraviti 45 minut. Pri nas nič ne režemo. Nič? Gremo še kaj poje. Ne, ker morate po otroke. Ja, da gremo po otroke. Tako da hvala za obisk. To je bil Šokcast, hvala, da ste bili z nami. Otroke. V avtu. Na. Šokantno.